To, kar si, ni to, kar misliš. Nekaj so misli in so zelo močne lahko, ampak če je čustveno stanje v zadju res intenzivno, lahko ti analitični pelje čez rob, istočasno pa te ne more nikoli osvoboditi. Itak je zavedanje, ne? Prvo je zavedanje, ampak zavedanje, ok, razumeš, imaš glas v sebi, ampak zdaj kako prepoznati ta glas, ne? Če si ti v telesu lahkoten, miren, kakšen boš bil kot oseba? Če si ti v telesu napet, stisnjen v nekih težkih energijah, kakšen boš bil kot oseba? Ni važno, kakšen imaš ti lahko je lepo sprogramiran, prijazen, uglajen in tudi, sam če v zadju drobi, bo to ven prišla. To vse je že laufa, ne? Že laufa. Evo. Matej, lepo pozdravljen. Me res veseli, da si se pripeljal v Brda, da imamo ta pogovor. Sva že en kup cajta govorila, nekdaj bi naredila. Evo, zdaj končno ratalo. Hvala ti za povabilo. Tako, nekako sem čutil vedno, da bova prišla do tega, pa nekako se veš, življenje ustvarja namesto nas doskrat, fino se prepustiti. In kako si videl, so se vedno tako spontano nekje srečala in evo ga, sva zmanifestirala, tako da hvala ti za povabilo in let's get this party. Z veseljem, prvič, recimo zgodba, kako sem prvič slišal za tebe, ena kolegica je že nekaj časa nazaj, po manj kakšno 2 leti nazaj, oziroma leto pa pol, je rekla, da je hodila k tebi na terapije, oziroma terapije, seanse in tako. Takrat mi je prvič prišlo tvoje ime, potem se je itak na podcastu, par Juretu in tako naprej, in potem mi je ful všeč tvoja vsebina. In vse od teh, kar govoriš, in potem so še spoznala v Ljubljani in se mi zdi, da je bil tako, se začutiš, ne? Podobni ljudje, podobna energija in tako da me res ful veseli. Tako da, veš, kaj sem začel? Ful so mi všeč tvoji storiji, ker vsaka toliko daš kaj gor, takega globokega. Taka sporočila so kratka, jedrnata in ful globoka. Tako da bi ti zdaj povedal ta tvoj zadnji story, ki je bil, in da bi malo povedal, kaj si mislil za tem in tako naprej. To, kar si, ni to, kar misliš. Ok, mogoče mičkam konteksta, kako to sploh nastane, ne? To ni občutek, da bi jaz razmišljal to, kar napisam, ali pa se malo sedo pa, smiselno in napišem. To spontano nastane. To je včasih med seansami, včasih med meditacijo, včasih čisto spontano pride en stavek not in še mene presune. Tako da realno je, da ne čutim, da je to moje, kaj sploh je moje, konc koncev, in potem ga napišem. In šele zatem morda moj začne to malo dojemati na tako in drugače. Tako da tale konkreten, torej, misel je nekaj, kar je minljivo. Pride in gre in se konstantno spreminja. Nikoli ne obstane. Ta, ki se zaveda misli, to, kar smo vsi, ne more nikoli izginiti. Ne moreš ti prideti, ko je misel, pa zginiti, ko misli več ni. Vedno si tu. Tako da znotraj tega kratkega, bistvenega stavka, dajmo reči, lahko res odkriješ svojo esenco, kdo v resnici si. In kaj v tebi je minljivo in kaj je vedno stabilno in vedno tu. Tako da nekako tako je to čez. Ja, ta proces odkrivanja, ne, kaj si ti, kaj nisi ti, kaj so samo tvoje misli, je kar neko potovanje, ne? Ker dosti krat se poistovetimo z našimi mislimi, z našimi občutkami in narediti to separacijo, ko si rekel, kaj si ti, kaj nisi ti, ne? Je kar čas, ne, proces. Ja, težko je, veš, ko enkrat to vedenje, ki ga vsi imamo znotraj sebe, postane bolj stabilno in se ti kot zavest bolj s tem identificiraš, dajmo reči, torej svojim pravim jazom, torej zavest sama, ni občutka, da je bila pot do tu. Ni tako, da iz tam smo prišli zdaj dokle, ampak je neko nenadno vedenje, da to je odvedno že bilo in tisto, kar si se prej identificiral, toliko, kad te toliko poje včasih neka misel ali pa čustvo, preprosto odpade. Preprosto je to nekaj v tebi kot, ne vem, kot noht na roki. Nekaj, kar je tam, vedno boje misli, vedno
teče ta tok, ni poanta, da se kar ustavijo in tudi zginejo, nikoli, samo tvoja identifikacija z njimi je dosti manj. In opaziš, da še vedno nekaj govori, tudi ta trenutek ni kle občutka v meni, da nekaj razmišljam ali pa kamo zdaj rekli, ta misel mi ni všeč, bomo nekaj drugega, ampak prosto je prazno in nekaj se izraža in vidiš, da lahko preprosto, brez konceptov in misli, še vedno deliš, karkoli že deliš. In to. Ja. Jaz recimo zdaj berem knjigo The Surrender Experience, če si mogoče že kdaj slišal, Michael Singer. In v bistvu ta... Untethered Soul. Tako. In sem začel z njegovo knjigo, ki začne razlagati, kako je to njegovo odpotovanje potekalo. In v bistvu začne s tem, da v mladih letih se prvič začel zavedati tega, The Voice, on imenuje, se pravi, kaj v njemu govori, da ne on govori, ampak da se pojavlja. In potem zdaj v začetnih poglavjih razlaga, kako je prišel do tega in kako se je potem začel odmikati in tako. In me tudi dalo potem misliti, kako je pri meni potekalo to, pa še vedno poteka. Ne? In hkrati je tak lep opomnik, da vse tisto, kar misliš, nisi ti, oziroma je pač se od nekje pojavlja in ti moraš samo pač se, ko si zdaj govoril, zavedati in potem se malo odmakniti proč od teza, da nisi ti tvoje misli in tako naprej. Ful zanimivo, kako je tvoja pot glede tega? Moja pot je bila kar zanimiva. No, jaz sem imel odzmeram težave z umom. Ful je bil glasen zmeram, jaz sem ful močen, tako analitičen kar po eni strani je dobro za reševanje problemov, za ideje, za neko konstruktivno reševanje stvari in tako. Hkrati pa potem, ko začneš overthinkati, tisto te pa lahko potem popelje v spirale negativne. Ne. Tako da moja pot se je začela tam že športen, ker sem začel prvič opazovati pri odbojki, sem se malo preveč sekiral in je bilo zmorom pole, pač pri odbojki je taka hitra dinamika, ne, hitro se zavrcijo točke ena za drugo, ne, če ti potem ostaneš vezan na prejšnje točke, kaj si tam naredil, narobe in tako se izgubiš. Ne. Tako da takrat sem začel prvič s psihologinjo, športno psihologinjo, kjer smo začeli to razbivati počasi. Ne. In potem od tam naprej, ne. Meditacija, čuječnost in tako naprej. Ne. Super. Kako je bilo pa pri tebi pot? Težko bi rekel, kaj je bila tista najbolj glavna, ne? Definitivno je psihedelična izkušnja temu doprinesla, ampak bolj od tega bi rekel, je bila integracija kasneje, ne? Preprosto meditiranje, ne? Meditacija, da to, kar sem mičkom prej naslovila skozi tisti kot, ne? Kaj je nekaj, kar pride in gre in ima neko obliko, ima neko gmoto in potem tudi zgine in kaj je tisto, kar vedno ostane, kar je vedno tu. In samo nekako zavedanje konstantno ohranjati s tem delom, ki nikoli ne mine. Torej obstoj, lastni obstoj, jaz sem. To je to. In ne vem, na neki točki sam preprosto je manjša navlaka. Predtem definitivno na tej poti, če že gremo skozi razvojno fazo energijsko, gremo tako pogled, so pa tudi čustva zelo pomembna. Kot vidiš, nekaj so misli in so zelo močne lahko, ampak če je čustveno stanje v zadju res intenzivno, lahko ti analitični pelje čez rob, istočasno pa te ne more nikoli osvoboditi. Torej ti lahko razumeš do potankosti vse, ampak če je energija v zadju, čustva zelo intenzivna in močna, težko prideš do miru, svobode, lahkotnosti. Ne moreš razmišljati svojo svobodo, dajmo tako reči. Lahko je pa razbremeniš. You can't think yourself out of the problems. Exactly. But you can feel yourself out of it. To pa je. Ne? Torej, ko je neki, recimo, ko si dali odbojko, je tekma, neki gleda številke, dela zgodbe, ampak tam se doskrat zgubi občutek telesa, ne? Ker naš nas potegne v glavo, vsaj tak občutek je, zavest se zgosti gor in nimaš feelinga telesa. V telesu lahko stres, anksioznost, strah, karkoli že, pa gre overdrive, razmišlja, na točka, ta točka, kaj bo zdaj tam, kaj bo tam hodih, prihodnost, preteklost, analize, to moram da tu narediti, v bistvu pa vzadje samo neko neprijetno energijsko stanje, katero potrebuje samo prisotnost. Torej, če si ti zmožen, že to je recimo easy
če gremo par lerjev nazaj, proces, kjer se lahko lažje osvobodiš. Torej, malo manj analitika, malo več zavesti v občutek, pa ni važno, kje je, kaj je, kakšen je, samo si ga dovoli čutiti. Ponavadi, če opaziš sam, če ti z umom ne čustvuješ, ampak samo s prisotnostjo se usedeš na ta občutek, kaj se z njim zgodi? Zgine. To. Ga pa lahko. In ko to raste, ta dobi še več misli, še več zgodb, pa teže priješ ven. Ja, to sem recimo tudi jaz pri sebi videl, ko so neka težka obdobja, ne. Sej, ko si zdaj ful lepo ponazoril, ne, pač itak nori, ampak od spodiča pa začutiš tista čustva nastane od spodi in zares začutiš, potem počasi se začne topiti in potem je boljši. In potem tudi vidiš, kako na vpliva, ne, ker naenkrat potem misli. Tišina. Yes, exactly. Točno to. Tako da to je vse, pol znotraj tega je seveda ogromno nekih identitet, ki se odvija, ne. Torej imaš, ne vem, ugajalca svojega, imaš reševalca svojega, imaš manipulanta svojega, imaš narcisa svojega, tisoče in tisoče vlog znotraj te psihe naše, ki so sestavljene vse iz istih faktorjev. Neke misli, neka čustva in neka močna identifikacija s tem, in dokler ne dojameš, da to je nekaj v tebi, nisi to ti, boš težko se tega osvobodil. Tako da, tak primer mi je zmeraj zanimiv, ko sem enemu možakarju sva sodelovala, da ven pride iz alkoholika, ne. Torej, on se usedel in je rekel sprve, jaz sem alkoholik. Močna identifikacija, torej ti si alkoholik. Ok, torej vsak trenutek dneva si ti konstantno alkoholik. Pa me gleda tako, ja ne, pač, kako ne, a si še kaj drugega? Ja, pa sem oče, pa sem to, vidiš, ker naenkrat je več vlog, torej ta alkoholik ne moreš ti biti, to je nekaj v tebi, nekaj, kar postaneš, zdaj ga pa lahko začneš spoznavati in ko on začel spoznavati alkoholika v sebi, kako razmišlja ta alkoholik v njemu, kako deluje ta alkoholik v njemu, kakšna čustvena stanja ima ta alkoholik v njemu, je počas dobil distanco in kar naenkrat je lahko alkoholika posedel na stolček znotraj svoje zavesti in ga on, če mu že, klemaš kozarc pive, se lepo cek, danes ne bomo, noben problem. Torej ni bilo, veš, ne smeš piti, ker to je škodljivo. Ja, ok, se lahko z močjo volje se prisili in drži neko disciplino, dokler ne bo čustvo alkoholika tako močno spet, da ga bo prevzel. Če me štekaš. Vedno neko čustveno stanje ponavadi deluje. Ko mi to zavestimo, se predelamo, prečistimo, stopimo, vse vloge lahko postanejo nekaj, kar v nas ne boste več prevzeli. In to isto en športnik lahko, močna identifikacija z športnikom, jaz sem športnik, jaz sem to, jaz sem uno, ko enkrat se to zaključi, so dostkrat ljudje izgubljeni. Ne vejo več, kaj bi, ne vejo več, kdo so, ker so se tako močno identificirali s to vlogo. In teh imamo milijon. Tako da je pot definitivno na nekih nivojih, samo ko enkrat res tisti zadnji klik se zgodi, je svoboda v tem, da nisi več z ničemer 100% povezan. Pač zavedanje je, da ti kot življenje, kar si, kar smo, si konstantna sprememba. In bolj si dovoliš tok življenja, da te pelje na nek način, ni več upora temu, rezistenca, ker ultimativno se mi samo upiramo v življenju zaradi vlog, ki jih igramo. Se smeja, zdaj, ker ta knjiga, ki sem ti prej omenil, o tem govori, se pravi prepuščanje, surrender to life, se pravi the surrender experience, prepuščati se in da poleg življenja s tabo naredi, kar ima pač plane in tako naprej, ker smo tudi kar težave kontrola, jaz bi rad tu, jaz bi rad tuno, neke plane, imaš neke cilje, želje in poleg ka vidiš, da poti smo še več upor, Se pač tu je tudi malo športno učil, veš, ka mu šeč čez telo, mu šeč čez mentalne upore in tako naprej, da si res pač kar rabiš, tudi to, ampak do neke točke moš pole pa spustiti, oziroma balansirati to dvoje, Biti prisoten, biti zavesten, da lahko ti, še zmerom ni nujno, mogoče tvoje zavedanje, tvoja duša, življenje ti govori, to je tvoj pot, to je tvoj cilj, namen, plan. Samo ko se usede na to, on vidi enosmerno ulico do tam in bo šel čez vse prepreke, čez gozd, čez trne, čez kamne, življenje ti pa kaže, če pa greš klepo v levi, boš pa čisto kamot prišel.
In sam to je to. Ne pomeni zdaj, da ti spustiš svoje želje, aspiracije, karkoli že daleč od tega, samo bodi malo bolj prazen, pa zavedi se, da morda imaš življenje drugo pot do tega cilja, kakor je tvoj vidi. In to je to. In si sam vidiš, da prej ali slej te življenje morda malo iz plana obrne, ampak ti še zmeraj prideš do cilja. In to je to. In bolj smo mi mehki v zavedanju in prazni v da morda tudi intuicijsko sporoči to pot. Ne? In vidiš, ne vem, namesto da umski plan je intuicija ti pa pove, naredi samo to. In pogum nazaj in zavedanje je tisto, kar smo izgubili na nekih nivojih, da poslušamo to in manj naš matematični analitični In doskrat vidimo, da je tam lažja pot. Ali pa saj pot, ki nas bo tudi ful več naučila. Tako da na ta način pri meni je bila ta tranzicija iz močnega, analitičnega, športnega, računalniškega, vojaškega, ne vem kaj še vse v praznino in zaupanje intuiciji. Zelo, kako bi rekel, transformativna na vseh področjih. Od odnosov do kariere, do lastnega odnosa, vsega. Sam je bilo treba res spustiti odvisnost in vero, da ta analitični je zame boljši. Ta mi bo več dal, ta mi bo ustvaril vse. In danes smo tudi zelo rinjeni v njega, še toliko bolj kot včasih. In s tem zgubljamo stik s celovitostjo nas kot življenje, ker smo vse, kar je, in smo povezani z vsem. In če je tole glasno, konstantno, ti ne moreš življenje sporočati. In ne boš slišal, ne boš videl in gre mimo. Torej intuicija na tem načinu. In dan konkreten primer, ki se mi zanj zgodil, en tak neverjeten preblisk, dajmo reči videnje, tam proti Kranju ena ravnina, gost, leva, desna. In tam mislim, zakaj se rad pospešam z avtom, pač tam ničkom pogasil. In zavedanje, živali so, znak je za jelena, vse, ampak ne vem, neki. Prijem na to cesto, še noč in lepo je spogasil. Na polno. In sam vidim v praznini, ker sem praznini, pač praznina, sam slikco jelena v avtu. Vidim slikco in avtomatsko sam spustim gas. Spustim gas, avto začne počas in čez 15 metrov jelen čez cesto. Hvala lepa, hvala, ker sem slišal, videl in to je to. Življenje me je opozorilo. Sem ga slišal, videl, to je to. Če pa je vmes bil, kam je zdelo, kaj je bilo včeraj, kaj je bilo jutri, je to, je uno, je tretje, če bi se zdaj kle pogovarjali. A pa bi imel karambol totalko avto? Najverjetne. Tako da, življenje vedno ti hoče sporočiti, samo ko smo mi še polni ega in osebnosti in potlačenih čustev in travm in takšnih in drugačnih programov je težko slišati to. Se intuicija vedno deluje, vedno ti govori, sam je poln mailbox. Ja, pa na začetku je težko prepoznati, kaj je res intuicija, pa kaj so misli iz analitičnega ker začneš mislim, itak je zavedanje, ne? Prvo je zavedanje, ampak zavedanje, razumeš, imaš glas v sebi, ampak zdaj kako prepoznati ta glas, ne? To se mi zdi, ker začneš na tej poti, je to kar težko, ne? Se pola s časom se ti začne oblikovati ideja, kako se eden čuti, kako drugi čuti, oziroma kakšne so občutke ob njemu, ampak recimo, kako ti pomagaš ljudem prepoznati tudi lepa diferencirati med obemi? Mislim, če že gremo v te prvo je poanta ščistiti tist, kar ti blendira to, torej neke vloge razbremeniti, neke čustvena stanja sprostiti, neke širše perspektive podati itd., da se sploh začuti človek spet nazaj kot celovito bitje, da ni samo zgoščen klegor in konstantno v tem računalniku. Tako da, ko se to enkrat zgodi, potem se pa poigraš, lih to je bistvo, da se poigraš nazaj. Torej, ko ti neki spontanega pride, nekaj, kar ni tvoja osebnost in tvoj vajen, jaz jutri vstanem, hipotetično imam takšno pa takšno rutino, to pa to, potem pa enkrat morda, ko odpreš oči, ti pride noter preblisk, se vidiš tam sedeti, pa dihati. In to je bila intuicija. To je bilo, evo ga, tukaj je. In samo malo, bom spustil svojo rutino, svoje navade, prepričanja, kaj je prav, kaj je boljše, kaj je to, in bom poskusil samo slediti enkrat temu. Enkrat, nedolžno. Poskusiš in opazuješ. Kako se počutiš zdaj? In dostikrat je lih to
bolj prijetno. In tako v mojem primeru recimo so odpadele vse rutine, vse ne vem kva še vse in preprosto samo opustim. Zjutraj se zbudim, lih danes sem delal dihalne po mojem enem mesecu. Prej je bilo polno vsak dan. Ne, zjutraj zbudil sem se vedel, ok, kol sledim, cuk, vrhunsko, top. Tako da, na ta način, sej ni nujno, da so za neke aktivnosti zase, lahko je za nek odnos, lahko je za en pogovor, lahko je karkoli že, ti pride ponavadi intuicija samo tiho, brez neke drame, brez preveč dolgega toka razmišljanja, samo ali je neka slikca, ali je en stavek, ali je en občutek, in na tebi je samo zavedati se, kdaj se priklopi zdraven in začne zgodbo iz tega delati. Joj, kaj pa če, morda, ne vem, tretje, in sam ta provat presekati, iti s tistim, kar je bilo videno, čuteno, dojeto, karkoli že, in videti, kaj ti izkušnja da. In to je to. In je pogum na začetku, ja. Ker vsem nam je bilo dozeto, se pomisli, bil si vedno v stiku s celovitostjo kot otrok. Vedno. Sporočalo te življenje, čutil si resnico, bil si spontan, vse si imel. Potem smo se pa presekali, ne? In zdaj to dvoje dela mal disconnect. Zato je pač ta celovitost tisto, kar je pomembno, da spet vse pretaka. Pa zraven še zmeraj mental uporabljaš, pa še zmeraj čustveno telo, pa še vse. Samo bolj si celovit, to je poanta, ne? Da nismo samo v mentalu konstantno. Ne? Zgubiš, bom rekel, 80% izkušnje, kaj je biti človek, če se zgostiš samo v mental. In je škoda, je žalost. Zakaj bi eno življenje, ki ga imaš tukaj, v tem telesu, spustil 80%, kar lahko doživiš. Mislim, meni je vedno škoda bila tega. Tako da zaradi tega, ja. Dobro počutje je osnova za kakovostno življenje, zato na podcastu Benesere raziskujemo poti do več energije, vitalnosti in ravnovesja. Zato vam danes v tem videu predstavljamo nekaj prav posebnega. Magic Ruti. Magic Ruti je 100% naravno prehransko dopolnilo, zasnovano kot zdrava alternativa za kavo. Magic Ruti vsebuje adaptogena zelišča, medicinske gobe in utropike, ki ti pomagajo izboljšati počutje, energijo, razpoloženje in fokus brez energijskega padca, ki dostikrat sledi kavi in ostalim energijskim napitkom. Magic Ruti ima tudi dolgoročni učinek, saj pomaga pri uravnavanju stresa in tudi krepi imunski sistem, torej bolj ko ga uporabljaš, bolj čutiš njegov učinek. Magic Ruti je prvi izdelek slovenskega podjetja Fear Ruti, ki ustvarjajo naravne izdelke za podporo dobrega počutja. Njihovo poslanstvo je opolnomočiti posameznike z močjo narave, znanosti in tradicionalne medicine. Sam napitek Magic Ruti uporabljam že od poletja 2024, ko sva se spoznala z co-founderjem Fear Rutija, Grego Gostinčarjem. Od takrat je izdelek Magic Ruti postal moja najljubša pijača za izboljšanje razpoloženja, energije, koncentracije, osredotočenosti, tako med mentalnim delom, kot tudi med snemanjem podcasta. Sploh med podcastom je to moj go-to napitek, saj mi pomaga dvigati energijo, razpoloženje in me dati v ta flow state, kjer se dogajajo prelepe stvari. Ker sem na svoji lastni koži izkusil učinke Magic Rutija in verjamem v poslanstvo podjetja, vam izdelek Magic Ruti brez oklevanja toplo priporočam. Ker na podcastu Benesere verjamemo v celostno dobro počutje in podpiramo slovenske proizvajalce, vam izdelek Magic Ruti toplo priporočam. Če želiš podpreti svoje dobro počutje in energijo na naraven način, si oglej Magic Ruti na povezavi feelruti.si ali na povezavi spodaj. Uporabi tudi kodo JANI10 za nekaj popusta pri nakupu. Meni tudi vidim, recimo, sploh s pomočjo kakšnih ali je to dihalne tehnike ali kakšne psihedelične substance, to, kadar spusti pole šele začutiš, ne, celovito vse, ampak se umiri, koliko več moči imaš, tako, ampak pole zmeram vsaj mene me vleče nazaj v ki ima še tisto dominantno vlogo, ne, in pole spuščati počasi, zmeram bolj in ja. Staneš, zavedanje. Torej, zavedanje je, da greš v in če se ti zaveš, da greš v a ti je drugače, kot če samo si To je za opazovati, ne? Jaz zavestno vem, da grem v zdaj ga če potrebujem, moram iti nekaj moram zanalizirati, nekaj moram premisliti, nekaj moram prečuniti, super. In ko se ta aktivnost
zaključi, spustimo smo spet v telesu, smo spet v celovitosti, lahkotno. To je point, da počas dojamemo, da ti kot zavest, bom lažje prispodobo dal, kot je telefon. Odpreš aplikacijo analitika, greš v si analitik, sklopiš aplikacijo, odpreš aplikacijo telesa, se bolj telesu čutiš, aplikacijo čustev, malo preveriš to aplikacijo. Dobesedno se odpiraš znotraj sebe, zavestno, ko si ti v stiku s tem, kar v resnici si. Predtem je pa, kot da bi zdaj telefon primili, pa da se vse samo od sebe odpira in ti sploh ne veš, kdo si, kaj si, kje si, zakaj si, vse, a ne. Tako z tega, A so kakšna orodja, ki recimo tebi pomagajo delati te switche? Ker se mi zdi najtežje narediti switch. Saj meni, recimo, ker sem že parkrat omenil, nočem preveč o sebi govoriti, je pač tako pogovor. Ne, vrhunsko. Recimo, meni je ful lahko jeti se pravi mentalno delo, jaz sem lahko produktiven, stari 100 na uro, ampak potem, ko se tisto zaključe, je pa težko narediti switch potem nazaj v telo. Se mogoče nekaterim pa težje narediti tuni switch, se pravi z teleso v glavo. In se mi zdi, ta orodja so ful pomagajo pri tem, se pravi spremeniti različne mode, ali to je simpatika v parasimpatika, ali kontra, ali zuma v telo, oziroma tako. Me zanima, kaj recimo tebi pomaga. Dajmo tako reči, ko začneš ti telovaditi, na začetku premikaš nekaj teži. Načeloma ne čutiš ti zdaj res vsako mišico posebej, vsako tkivo, vsak sklep, karkoli. Ne čutiš, pač nek se premika in nekaj se dogaja. Okay? Čez čas morda malo bolj začneš čutiti, bolj se nekaj ozavesti tega. In podobno, če dam tako primerjavo, je zavedanje znotraj sebe. Torej, ti si zdaj, te vprašam, ta trenutek, kje se najbolj zaznaš? Kje si zdaj najbolj prisoten? Okay, torej v glavi čutiš se. Okay. In zdaj, a lahko to zavedanje premakneš? Pa dajva reči, morda v prsni koš. Okay. In iz prsnega koša v medenico. In sploh ne rabi zapirati oči, lahko zaprtimi očmi. In zdaj, če držiš prisotnost, pa dajva reči v medenici, prisotnost v medenici, a lahko govoriš. A lahko kaj rečeš in istočasno si tudi v medenici. Čisto preprosto. In koliko si zdaj v glavi? Ful manj. In to je to. Čisto preprosto. Torej, rabim glavo, grem gor v glavo, analitično. Počas je dovolj, samo prisotnost malo dol v telo, iz medenice se lahko širiš po celem telesu, čez čas lepo v noge, v pete, v meče, v prsa, v roke, vse zajameš. Torej ti kot zavest v bistvu objameš celotno telo. In to je to. Zelo simpel. Ful preprosto. In vaja, ne? Več kot tega delaš, lažje ti je, lažje potem preklopiš, kot vsaka stvar. Tako. In potem si dejansko celovito prisoten. Si prisoten v telesu, konstantno, zavedajoč se glave, itd. Potem pa, kolikor želiš, čas se lahko zgostiš v en predel. V večini primerov, saj jaz osebno, več nisem nikoli tako ločeno. Pač celovito je. Celovito. Kje si pa ti recimo zdaj prisoten? Samo telesu. Okay. Ja. Točno. Zanimivo. Ker sem zdaj, ko si pomagal tu vaju, sem prav čutil ono razliko, kako se je preneslo iz tle dol počasi. In tak malo čuden feeling. Ker ponavadi zdaj podcastanje, treče, moram biti malo bolj moram biti čutim, da moram biti malo bolj v umu, pa sem navajen, ker prej iščeš vprašanja, iščeš, kaj so naslednje tematike in tako naprej, ne. Ampak, zanimiv feeling, ne. Recimo zadnjič z Manuelem, ki smo imeli na podcaste, pripravil kakao za začetku in sva spila in sem pač čutil, da je ful bolj iz srca potem. Je oprlo srce in je bil ful tak malo bolj globok pogovor, malo bolj čustveno, se takoj premaknilo malo iz uma v bolj v telo, ne. Tako da, zanimivo. Verjetno pa tudi športna fizična aktivnost je ful pomaga pri tem, ne, se pravi spet začutiti telo, pa da ti da iz mentala v telo in tako naprej, ne. Tudi, sigurno. Vse ima nek svoj način, da se ozaveščaš bolj. Pol pa samo odvisno, na kateri ravni, oziroma kako globoko, dajmo reči, želiš priti. Pač lahko se staviš na fizični ravni, torej telovadba,
lahko greš malo globje v energijsko čustveno raven, ne? Ker zaznavaš take male premike, kot si ga prej, ne? Ker dobesedno začutiš v energiji, da je drugačno stanje zavesti, transformira se. In meni osebno je to tisto, kar mi je trenutno najbolj zabavno, da se igraš. Torej opaziš, kako te določen premik zavedanja spremeni v občutku, v izražanju, v čustvovanju, v miselnosti. Dobesedno ti lahko samo to spremeni perspektivo. Marsičesa. Če ti gledaš skozi drevo, wow, kako je lepo to drevo, wow, te listi, ta veja, kako dobro, to je skozi Če se lepo v telo daš in si pač prazen in opazuješ, boš čutil lepoto tega, kar gledaš. Ne rabiš upisati to, ne rabiš vedeti sploh, kaj to je. Samo zaznavaš in čutiš. Super. Da sem prav pahnil ven iz cune, ko ponavadi zmeraj uno, to sem rekel, ponavadi uno analitično, govorili bomo tega, ne, ampak že dobro, tu je tudi poanta, tudi vaja zame, da pač malo drhač, da ne rabi biti vse preveč strukturirano, pa tako naprej, pa tako da, ja, ne. Kot pa še. Ne gre, kamor mora iti. Ja, točno to. Veš, ki bi se ustavil zdaj malo pri tem čustvenem, travmi in tako, ki si omenil, da nas dosti krat držijo, tudi potem mentalno v zankah in tako naprej. Kako to začeti prepoznavati, delati na temu in tako naprej? Ful je odvisno. Iskreno, veš, to danes je ful ta... V takšnih sferah, ki se zdaj pogovarjava, je težko samo eno stvar reči in to zavzame vsakega posameznika, ker smo si različni. Ne, vsak je na neki svoji stopni zavesti, vsak je na nekih svojih izkušnjah, ki so ga gradile in ustvarile določene identitete, travme, karkoli želiš temu reči. Tako da zame je recimo ena taka, ki, bom rekel, vsakemu, ki pride nasprot, ko sodelujeva, prva je telo. Prvo je telo. Kaj čutiš v tem, kaj zaznaš ob tej osebi, v tej situaciji, ja, ne morem tako tretje, ok, super, kaj čutiš v telesu. Da se vrneš nazaj v telo, ker tako so prej rekla. Razumeti analitično vse vzorce pa to, brez inkorporacije, vključenosti telesa, ne boš ven prišel, ni šans. Lahko ti svoje travmo do potankosti analitično štekaš, ko je energija še v zadju močna. Ob prvem in močnem impulzu pozabi, vse gre stran. Tako da telo je tisto, opazuj. Si v situaciji s partnerjem, kjer ti neko traumatsko situacijo meče ven, ali pa s staršom, ali pa karkoli, opazuj, kaj teleso, točno to. Drži ta stik, klenik stisne to in takrat, ko to pride, če imaš možnost, makni se. Makni se, ne tu dodatne analize, debate, pa pogovore, pa pričevanje, kdo ima prav, pa zakaj, pa to. Če je možno, malo se odstrani, usedi se in bodi s temi občutki. Sam bodi s temi občutki. In ko se to enkrat transformira, boš opazil, da boš drugačna oseba. To je point. Ker te energije ustvarja določene misli, ustvarja določeno vlogo in ti to vlogo igraš. Če ti ob staršu se počutiš, ne vem, manj vrednega ali karkoli, ker starš, avtoriteta, vloga, karkoli te stisne, igraš otročka. Ti si dobesedno lahko pri 30-40 kakorkoli letih telesa, psihološko še vedno najstnik ali pa otroček. In dokler se ne ozavestiš občutkov v telesu, ki to vlogo držijo žive, da se stopijo, boš pač žrtev tega, boš vedno na psihi zdrsnil tja nazaj. In to pol vidiš pri možakarjih ali pa ženskah, ko imajo, ne vem, 40-50 let v telesu, ko pride jeza, ker je ena energija najbolj tlačena, ker ni bila dovoljena, reagira kot 3-leten otrok. Se derajo, točejo, to, tretje, ne? In lahko on razume vzorc, kar hoče, samo ko ta energija pride, greš skozi okno. Tako da telo. Tako so mičkam prej zavest v telo, pazuj, spoznavaj feelinge, spoznavaj energije, ko se to razbremeni, se sam lahko pogledaš, se ni neka znanost. Če si ti v telesu lahkoten, miren, kakšen boš bil kot oseba? Če si ti v telesu napet, stisnjen v nekih težkih energijah, kakšen boš bil kot oseba?
Ni važno, kakšen imaš ti lahko je lepo sprogramiran, prijazen, uglajen, itd., samo če v zadju drobi, bo to ven prišlo. In pole proces, se pravi opazovanja in potem spuščanja, oziroma lahko tu verjetno tudi z dihom, oziroma samo spustiš ven, čutenje. Predeluješ čutenje. Tako, Je dovolj samo čutenje, da zapore sam čutiš. Tako, sam da pozornost daš na to, poskušaš biti čim bolj prazen, samo ta feeling in magičnost tega je, da v teh občutkih so vsi spomini, vse zgodbe, resnica tega, kar je ustvarilo ta občutek. In včasih ti pokaže samo. To je recimo zmeda danes, ki mi želimo umsko prideti do nekih spominov iz otroštva. Ja, to je bilo, mogoče je bilo zaradi tega, ali pa to. Veš, to v bistvu začneš lagati samo sebi. In lahko ustvariš še večjo zmedo. Še bolj se potlači to globje. In je še ena plast neke močne analize, ki drži resnico pod površjem. Torej, feeling, dovoliti čutiti biti in sama bo inteligenca ven potegnila en spomin. Včeraj sem jaz seanso z enim možakarjem, greva lepo not, on čuti, tišina, to, mičkam, kakšno vprašanje, če že pride z moje strani, to je to, je on not, puk, in vidi spomin, ki je bil tako majhen, ki je oče nanga neki, je rekel, to nisem nikoli še, zato ker si dovolil čutiti in ti je pokazalo, in ko je on videl ta spomin, spontane solze, ne siljenje, pa joj sem bogi, pa vlogo delati iz tega, ne, spontano je ven prišlo, lažje v telesu, se počuti, kot je na to nazgubo. Veš, to je point. To je point. Mi smo preveč se naučili ultimativno zaupati analizi. In za čustvovanje to ni tvoj prijatelj. Je treba prvo sčistiti, potem pa rata tvoj prijatelj. To me je ful zanimivo, ker jaz sem prišel do tega procesa skozi spremenjena stanja zavesti, ali skozi intenzivno dihanje za DHT, DMT, ali skozi recimo hipnozo, globoka meditacija pa psihodelike, recimo, ker se ti prav spremeni umsko stanje, da lahko priješ do teh stvari. Nisem pa vedel, da je lahko tudi pač samo to, da si čutiš in da bo pa le prišlo. Ni tako seksi, veš. Ampak vidiš, da se da, samo pač moraš biti potrpežljiv pa delati. Tako. In viš, plus tega je še ta, da kako bi rekel, usporedno s tem tudi zgubljaš navezanost na Torej gre eno z drugim. Veš, ker ti moraš biti malo dlje časa prisoten, kakor pa par dihalnih ali pa psihedelične izkušnje, ki jih ogromno zagovarjam, ne me narobe razumeti, je čudovita stvar. Tukaj je pa še nekaj dodatnega, viš, ker ko si ti prisoten tu in ta bomba noter s svojimi projekti in ne vem kva še se in počasi izgubljaš navezanost, in ko se on utiša, ti priješ res globoko vase. In kasneje tudi on več tok ne deluje. In če si ti iz telesa celovit, to, ko so prej naslovila, dobiš intuicijo nazaj, dobiš dobesedno vse, kar si odvedno imel, dobiš nazaj. Ne, ker se ni nič, kar si izgubil, se nič ne iščeš, ti ne iščeš mir ali pa ljubezen ali pa to že vse si, samo čez to je nekaj drugega. In to je tisto, kar se spušča. Jaz si predstavljam to kot neka tvoja zavest, duša, je pač neka energija, ampak okrog te energije so potem te miselni vzorci, prepričanja, čustva, travme in ti, kar moraš narediti, je samo pač točno. Ozavestiti. Ego lahko temu rečeš. Dobesedno. In tudi v globokih procesih, veš, teh energijskih, opaziš ta procese. Ne? Ti, ko si globoko v meditaciji, in to sem zelo šel, tudi imam še vedno ta racionalni ki me zanima, potrjevanje na nek način. Torej, doskrat ljudje vidijo barve, ne? Pač v meditacijah, so not in vidijo neka barve, oziroma rdeča, to ono tretje. In meni je bilo zmerno to, svetloba, sonce, krkol. Dajmo prevezo čez, pa opazujmo. In neverjetna korelacija je, ko stopiš malo globje, če pogledaš materija, kaj poganja to? Življenjska energija. Torej je neka energija pred materijo, ki sploh omogoči, da se to premika. Ta življenjska energija uporablja misli in čustva, identiteto, osebnosti, da hodi po svetu, kreira. In znotri, če greš res fino do vzročnosti, je vedno za neko hibo osebnostjo energijska rana.
Torej, to gre še malo pod čustvo, ne? Ker ti zaznavaš sile v telesu. Torej, ti, ki si globoko, ne, če si bil kdaj, ali bodi si v dihalnih ali pa v psihedeličnih izkušnjah, nekako prideš v nek globi stik, dajmo temu reči, energijskega telesa, kjer si morda zelo širok ali pa zelo ozek ali pa zelo stisnjen ali pa težek, mehek, karkoli že, si imel tako izkušnjo. No, in ko si ti v meditaciji globoko not, boš zaznal, v telesu je nekaj napeto. In če daš pozornost na to napetost in opazuješ barvo te napetosti, je ogromnokrat črna, temna. In to je to, ti si vzel zavesto, ne rabiš dlje v tu, ne rabiš razumevati, pa reševati, pa analizirati, samo držati pozornost na temu. In čez čas se začne ta energija transformirati, ta napetost se počasi popušča in ogromnokrat pridejo ven svetle barve. In kle pridemo nazaj na tisti temelj, ki ga skozi tisočletja govorijo in mistiki in vsi, svetloba. Ultimativno si svetloba, luč. Torej, zavest je luč, ampak da se ozavesti bolj, mora temo prvo videti. Torej, ti moraš sebi temo ven potegniti, jo osvetliti in ko se ona transformira, si ti več svetlobe, kar je več ljubezni, več lahkotnosti, miru, karkoli že želiš povedati. Tako da je res fascinantno, ko greš ta bolj energijski svet, globje not, so nove sfere. Res zanimive. Ja, ponavadi, kakšne te psihedelične izkušnje te prvič odprejo svet, ne? Tako. Se verjetno tudi pri tebi, ko si rekel, ne? Je bila prva taka transformativna. To mi je največ odprlo, potem pa samo res te meditacije, pa vse skupaj samo medicina, rastlinska in rastlinski svet, ker je res ogromna inteligenca, se moramo mi zavedati, ne, kdo smo mi na tem planetu kot človek in kaj je okolje, v katerem lahko sploh obstajamo, kakšna inteligenca je to, da sploh ta ustroj tukaj diha, govori, se izraža, je predtem moralo biti nekaj, kar je omogočilo pogoje, da to sploh nastane in kakšna inteligenca to mora šele biti. In ti sam pokaže. Medicina, rastlinska, ti sam pokaže, kaj je v tebi, kaj si zmožen. To je to. Ne bo pa namesto tebe nič naredila. In to je bistvo. Tako da iti do teh učiteljev po neko modrost, hvala Bogu, ampak na tebi je potem, da to zintegriraš. Integracija. Tako. Točno. S kakšnimi psihedeliki si že imel izkušnje? Gobe, bufo, San Pedro. Ayahuasca. Ayahuasca. Yes. A si bil kje dol Južne Amerike? Ne, na Malorko sem šel. Na Malorki. Malorka, ena šamanka, ženska. Redko drugač, ful je malo šamank tam. So bolj šamani. Tako da, tako je prišlo. Lani. Lani, pravi, vsaki prvič, ali si že prvič? In kako je bila izkušnja? Meni osebno čudovito, pač nisem imel nobenih teh klasičnih bruhanje, pa ne vem kaj še vse, čist prijetno, lep namen, povezovanje z rastlino, ko sem spil, sem res gledal z nasmehom, dobesedno, z nasmehom in z hvaležnostjo, da mi pokaže, kar pač mi že potrebuje pokazati. In že tam se je začel, prej sem sploh spil, mene je takoj dalo neko stanje, potem sem spil, se usedel. Na začetku vibracija zelo intenzivna, ne bom rekel, je kompleksno dati to besede, iskreno, ampak ko neka sila nastane, ko telo zgine, če ne bi imel skozi meditacije teh izkušenj, že bi znalo biti malo, zaradi tega ljudje, ki grejo na te zadeve po pameti. Ampak zame je bila tranzicija lepa. Prideš v te sfere in tam je res občutek neke više inteligence, poleg tvoje, in ti komunicira, je zelo humorna, v mojem primeru bila ful heca, to me to hecala, jaz sem res neverjetno, tako da čudovita izkušnja in sem ful hvaležen za njo, tako res mi je še kakšno plast odprla dodatno.
Ja, mene je ful veseli, da se dohaja ta preporod psihodelikov, ne? Ker če gledaš zdaj znanstveno, raziskovalno, ne, vidiš, da ima ful različne komponente oziroma različne te medicine, imajo različne zdravilne učinke in je pot, da zdaj prihaja do tega preporoda, da se čim več govori o tem. Ampak, kot si rekel, pač je fajn, da imaš že neki dela za sabo, pač dela na sebi za sabo, ker potem v teh izkušnjah ti pomaga se prepustiti in spustiti, ker če ti držiš, spohejo ponovadi. Ja. Recimo, tu je bilo pri meni, ko sem prvič gobice, sem res mali odmerek, to je bilo po leti 2020, tako da je že kar nekaj let nazaj. Ampak prvič, ko sem vzel, je bil ta ego močen, ni hotel spustiti in takrat je bilo pole intenzivno. Poleg, ko sem enkrat spustil, sem videl, kako se je začelo odpirati, pa tudi ego se potem malo umiril. Ampak če ne bi imel neke izkušnje oziroma let prej meditacije in tega, bi mi bilo še toliko teže. Tako da recimo je fajn to izpostaviti za ljudi, ker niso temu, da pač respekt. Ja, respekt, ključno. To je vsak podcast dobim to vprašanje. Pač res in vedno poskušam to podati. Ja. Ne iti brez nekega globega dojemanja, kva to je, kako deluje, kaj pomeni set and setting, kdo te sita, komu greš, biti kar malo mogoče tudi tečen, dajmo reči, spraševati, koliko je doza, na kakšen način, tako da se res pozanimaš, to predstavlja si, to je neka izkušnja, ki bom dal primer morda kot poroka, ajde, rečemo. Torej, tisti, ki se želijo, ki hočejo se s partnerjem združiti, najverjetneje ti ni lih vseeno, bo šla tam na en hlev se poročiti, ni važno. Pač malo ti pomen, želiš si narediti eno lepo izkušnjo, en dober spomin, dajmo reči. In to je tudi taka. Ti greš v bistvu na novo se poročiti sam sabo skozi to medicino. In zakaj si ne bi naredil res lepo, zdravo, varno, prijetno, globoko izkušnjo. Me je bila všeč prispodoba, ki je uporabil Klemen Selakovič, to je kot operacija na možganih. Kakšne pohoje želiš ti? Ok, on je šel malo bolj tako analitično, ampak pač lepa prispodoba, kakšne pohoje želiš, da bi imela ta operacija, ali vzameš ti to na neki žurki, ker je pač vse nesterilno, je dosti ljudi okrog, ali želiš to vzeti z nekom, kar res to oblada, sam sabo, v miru, ker so prav druge izkušnje. Drugačne izkušnje. To pa se strinjam, definitivno. Set and setting. Ja, set and setting, točno to. Zdaj, da ne gremo toliko v te prav psihedelične izkušnje, ker je že zelo skontata glede tega, microdosing. Kako bi se ustavili tle, ker mene recimo ta tematika tudi zanima, sem tudi začel eksperimentirati s tem. Benefiti, kaj si recimo ti občutil pri sebi, kakšne nasplošno benefiti microdosinga. Uporabljaš to tudi v seansah, ali samo recimo za produktivno delo? Ne, samo povezovanje s sabo? V bistvu izkušnja. Meni je ključno vse, pač kar trenutno dela neke spremembe, raznolikosti v naših dojemanjih takšnih in drugačnih, pa da je znanstveno lepo potrjeno tudi. Ne čist vsaka stvar, ampak to sem rešil. Torej, mene, ko je fasciniralo, to sem šel vse plasti. Šamanizem in istočasno znanost. In pri microdosu mi je bilo fascinantno to, da nasplošno psilocibin pa ostali psihedeliki, kaj se z možgani zgodi. To mi je tisto, kar mi je neverjetno. Naši možgani na začetku, v razvojnih fazah so plastični, ko se reče. Torej, zato otrok milijardo nekih informacij lahko sprejema, dojema, se spreminja, zdaj misli tako spremeni, konstantno se lahko uči, spužva se reče po domače, je spužva. Z leti nastaja to bolj rigidno. Te povezave postajajo bolj utrjene in takrat se naša osebnost nekje pri 25 zaključi, naš ego je narejen, mi smo zdaj neka oseba. In znotraj tega pač se sam veš, odvisno od okolja, skozi razvojne faze, od staršev do šole, do prijateljstva, športa, od vsega, nekje morda ni bilo tako prijetno, je težko. In zdaj spremeniti to, je meditacija, je dojemanje, je to, tudi tam se neuroplastičnost dogaja, ampak psihedelik, torej v tem primeru mikro ali pa makro doza, ti tvoje stanje možganov
za določen čas naredi bolj plastične. In to se tudi reče, ko si rekel, da se je borilo neki, ne, v tvoji izkušnji, to je ta prefrontalni korteks. Tukaj not je naš nadzornik, dajmo tako reči. No, in ko ti vzameš psihedelik, se ta prefrontalni korteks malo umiri, ta naš analitični in ostali deli možganov začnejo med sabo komunicirati. In ko se to zgodi, začnejo nove povezave nastajati. Torej ti dobesedno spreminjaš konstrukt svojih možganov lahko. Tako kot mišice, telovadba, aminokisline oziroma beljakovine bolj po domače, bo naredilo neko spremembo. Če ne boš dodajal, bo bolj malo. Tle podobna stvar. Torej, to ti samo malo bolj omogoči, da hitreje transformiraš svoje miselnosti, svoje podzavestne vzorce itd. Samo še vedno pa bi rekel, da je tako kot vsaka stvar. Ta voda v zmernih količinah z zavedanjem je lahko zdravilo. Te lepo, ne? Hidrira, ti da energijo, ti da vse. Če bi zdaj midva se kle nacela na polno, ne? Bi šlo v drugo smer, lahko strup, lahko tudi mreš. Tako da podobna stvar je tukaj. Spet se vrnem nazaj. Izobrazba, informacije, zavedanje, zdrava, varna izkušnja in opazovanje, kako na te to deluje. Ker tudi ni nujno, da na vsakega isto deluje. Da na ta način, ja. Kaj se ti recimo občutiš, ko mikrodoziraš? Lahko še povemo, kaj to sploh pomeni, se pravi mikrodoziranje, da vzameš desetino, dvajsetino tiste doze, ki bi ti naredila neko psihodelično izkušnjo, recimo. Tako da ful majhne doze, ker nimajo nekih psihofizičnih efektov, ampak še vedno hkrati čutiš nekaj. Kaj recimo tebi, kako ti recimo čutiš? Sem vrnil nazaj na tisto, kar sem na začetku, pa povezal to s tem. Torej, samo nekaj vzeti in biti in spati za volanom, ti nikoli ne bo dalo nič. To se treba zavedati. Ti lahko mikrodoziraš do amena, če ti nisi buden vmes in se zavedaš, kaj se trenutno dogaja drugače v tebi, se ne bo nič spremenilo. Torej, zame recimo je bilo to tako, jaz sem šel na to od Pal Stemosa, metodo od ponedeljka do petka, weekend off, en mesec. In znotraj tega sem zavestno opazoval, kaj se dejansko spreminja. Torej, ko sem prišel v interakcijo z nekom, hipotetično, koliko sem bolj miren, koliko sem bolj prisoten, koliko slišim, kakšen ton prihaja ven, kakšna osebnost se zdaj tukaj zbudila znotri. In ker sem bil prisoten s tem, ko se enkrat zaključil to obdobje, je tudi ostalo iskreno enih 40% tega. In to je point. So pa ljudje, ki gre na mikrodoz, sejful, to na tretje pa se nič ne spremeni. Tako da še vedno se vračamo zmerom nazaj na bistvo tega, ne. To je full door point. Ja. Ker v bistvu dosti krat sploh v tem produktivnem svetu slišiš kreativa, produktivnost, jasnost uma, ne? Ampak če vzameš samo, make sense to, kar si povedal zdaj, če vzameš samo za te stvari, potem verjetno na dolgi rok ne boš čutil nekih velikih razlik s počutjem, ne? Če pa vzameš z drugim namenom, se pravi odpiranje, reševanje, ti pa lahko potem ostane. Tako, ali pa tudi to, sej, lej, ok, odpre se mi kreativnost, odpre se mi vse to, kar si naštel, ok, super, ampak nekdo se zaveda tega. Nekdo se zaveda, kako kreativnost v tebi deluje. In če ti zaznavaš in opazuješ, kako zdaj deluje kreativnost v tebi, ko si dodal to v svoj sistem, se nekaj spoznava nazaj s tem. In ko boš ti odstranil to, oziroma ne bo več to tebi, ker si spoznaval to med tem, ko se je dogajalo, je ful večja šansa, da bo obstalo. Če pa si odvisen postaneš na nek način, zdaj bom to jemel, zato da bom dobil kreativnost, ne boš nikoli. Je imel odprto znotraj sebe, ker vedno tam, tako kot sem rekel, medicina ti samo pokaže, kaj je v tebi, kaj je tvoj potencial, kaj vse je že tam. In na ta način je zelo, zelo lahko podporna, v drugih je pa zloraba. In to upam, da ne bomo šli že tretji cikl psihedelične renesanse na isti način, kjer zlorabljamo naravo spet. Ja, sploh Južna Amerika, oziroma Američani imajo tak princip, ne. Sploh uspešni podjetniki in tako, ne,
Če nam štima v lifeu, ne, pač vse je bilo podrejeno cilju uspešnosti, denarja, ker naenkrat so se pač na te poti so se zgubili in zdaj pa le mislijo, da bo ena taka psihedelična izkušnja rešila, vsi hodejo Južna Amerika, Peru, ayahuasca, ampak to ni point. Ne, preveč je tega res to. Tudi v Sloveniji se že dej, par ljudi sem že tako imel, pač vikend za vikendom nekih izkušenj, brez integracije, brez zavedanja, brez širjenja perspektive, brez tudi branja nekih, vidim, da imaš ti ogromno nekih knjig in tam noti ogromno nekih modrosti, ne? Brez tega ne bo to. Ne bo. Tudi realno pogledamo, če gre res nekdo na te makrodoze, recimo, ne? Koliko od tistih sfer lahko ti dejansko integriraš tukaj zdaj? Ker to se treba zavedati. Tam not ti še vedno potuješ skozi svoj večji ne, dušo, karkoli že želiš. In vidiš sfere, vidiš druge planete, entitete, karkoli že. In je fascinantno, neverjetno je to videti. Samo nič od tega ti realno ne moreš sem prinesti. In tukaj živeti bolj skladno, bolj preprosto, ultimativno. Tako da je fino, da se človek vedno vpraša, ok, zakaj grem na to izkušnjo? Kako mi bo to tukaj zdaj pomagalo, kaj je moj namen, in zatem včasih to dobiš odgovor, da ne rabiš. In tam je moč, tam je zelo velika moč. Redko kdo, ko se enkrat preveč to spiralo spusti, jo zna tudi spustiti za nek časa. Gre to globoko not, da je prav en človek dotičen mi zdaj prihaja, je padel to spiralo in je že skoraj na tedenski ravni v nekih potovanjih v te sfere. Ja, lahko je spet soočanje s tem svetom, ne, če ti nekaj ni všeč, tisto je pole nek escape. Bežanje. Točno. Tako kot vsaka stvar, lahko je medicina, lahko je strup. Ne? In neka glamurozne zgodbe okoli bilo česa, ki govori samo v eno sfero, da je to samo dobro in samo fenomenalno, ni realno, ker vsaka stvar ima dve plati. Ne? Vsaka stvar. Ja, ful dobro, da se to izpostavi, ne, da pole ljudje. Zavedanje. Vsi sem to rabimo. Ja. Vsi sem to rabimo. Mi ultimativno, kakor opazim, večinoma ljudem, kar je največje, kako bi rekel, omejitev, da si razbistrijo, razbremenijo življenje, je pomanjkanje kvalitetnih, dobrih informacij. In tudi v ozadju nekje ne vem, kje je ubita, najverjetneje skozi šolski sistem, želja po učenju. Ljudje se ne bi več nič učili, oni bi radi, da je vse dano. In to je tudi, zdaj, če že grejo to sfero, recimo neka past teh umetnih inteligenc, ChatGPT-ov, pa ne vem, kaj še vse, super orodje, spet, nič ni črno-belo, super orodje, ga sam koristim za določene zadeve, ampak ko opazim, da znotraj mene išče nekaj, samo odgovore tam, brez da tukaj preveri pa pregleda, veš, kakšna disociacija je to, veš, kakšne psihološke, ti garantiram, če se bomo navlekli na to, čez 10-15 let bomo še bolj razdvojeni, odtujeni, v slabšem stiku s sabo, z drugimi, s celoto, z vsem. Sploh za mlajše generacije, ki odraščajo s tem, ne, sem že slišal na parih podcastih oziroma izseke in tu, kaj nekateri strokovnjaki opozarjajo, ne, kako bo lahko tu bilo kreativo. Ne. Ja. Zdaj, zakaj bi nek šolar šel sam pisati nek spis, kaj hajtek ne zanima, pač koga je pa zanimala slovenščina, ok, pač tisti, ki jih so šli študirati tu naprej oziroma imajo neko poslanstvo, strast do tega, ja, ampak za večino nas, ne, pisati neke spise pri slovenščini, ne, komu se je dalo. Ampak lih tam se rojeva ta kreativnost. Jaz recimo sem ful napredoval, vidim, meni je ful všeč pisanje, ampak če ne bi bilo tistih spisov po slovenščini, ne bi znal. Na faksu ne bi. Ja. Veš, danes je pa easy way out, ne. Daš četu, napiš mi to, malo popraviš stvari, če se ti da, če ne, pustiš tako, in to, ne. Ja. Mislim, ko sem rekel, ne, toliko dobrih stvari ti lahko da ta umetna inteligenca, ampak je tudi, pač tu je tudi human nature, ne, human condition, pač želimo olajšati, ne. Seveda. In to je lahko pot v propad, dobesedno. Pač toliko smo rateli odvisni od obdobja, da bežimo od bolečine na nek način. Ampak če realno pogledamo
resnico življenja skozi bolečino največ rasti. Največ rasti. Življenje ti v vsakem primeru vedno daje čisto pravilno dozo bolečine, da nekaj presežeš, nekaj dojameš in to, kar si presegel, zintegriraš in vzameš naprej. Ne? Si poglej, vse, kar mi dva tukaj deliva, karkoli deliš, tisto, kar je res zadat, si mogel skozi nekaj težkega. Ampak je ironično, da ta bolečina je ustrajala, dokrat, pa mogoče kdaj še rasla, dokrat res te ni prisila, da si začel delati na temu. Točno. Ker si ok, se bo šlo mimo, telefonček, delo, reče, zmeram bolj in pol na neki točki je ta prav vstavilo in zdaj narediš kakšno spremembo ali pa bo tam. In to je to. In ko enkrat dojameš to je v bistvu, bi rekel, skoraj največje videnje, kar lahko dobiš kot človek. Dojameš, da bolečina je vedno tam, da te nekaj nauči. In zdaj bolj ozaveščen postaješ, ko ti zaznaš v sebi, v telesu, v energiji, bodi si v mislih, bodi si v čustvih, bodi si v nekem fizičnem, nekaj, kar ni mehko, je že zdaj, signal je že tu. Gremo že zdaj to malo pogledati. Ne čakati, ko nastane atomska bomba in potem poskušati se za nazaj. Ne? To je tisto, ta preventiva je neka taka sfera, ki je ful premalo, bi rekel, izpostavljena. Ne? Mi smo bolj bitja, ne vem zakaj, kurative, kot pa preventive. In če se samo zavestimo večplastno, to se spet vrnemo na to, več informacij, več zavedanja, neka želja po spoznavanju sebe kot življenje, ti bo avtomatsko odprla preventivo. Avtomatsko. Seveda. Saj poglej, če čist preprosto to perspektivo dava, kaj je s tabo od začetka do konca v tem življenju? Edina stvar. Bolečina, ok. Kaj še? Čist preprosto je. Kaj uporabljaš kot zavest, duša? Telo. Edina stvar. Vse ostalo bo šlo prej. Vsak človek, vsak predmet, vse bo prej šlo, ampak ta stvar je pa s tabo od začetka do konca. In koliko za to skrbiš? Koliko si prisoten, koliko spoznavaš ta ustroj, to neverjetno darilo božanstva samega, da lahko izkušaš vse, kar je. Vse. Vsak odnos, vsako hrano, vse. Pač vse je skozi to. In to, kar spustimo mi, gremo, ne vem kam. Tako da, to... Ja, se je težko vedeti, kje prihaja to, ali je že to se začelo v šolstvu, izobraževalnem sistemu, kjer se ni poudarjalo toliko tega, je bil zmeraj mental, mozak, mogoče že tam malo. Mogoče je nam, ko smo športniki, malo lažje, ker v bistvu si vezan na svoje telo in takoj vidiš, če nekaj v športu ni ta prava performansa, nekaj je v telesu, mislim, nekaj je tudi v umu, sveda. Baza je telo, ne? Če telo ne štima, ne reče stvar, ne? Sej telo poglabljati, ne? Ja. Vidiš, mi kot športniki, ki si jih omenil, to spoznaš prvo plast telesa, spoznaš fizično telo. Ok, super, fizično telo je en del tebe kot telo v celovitosti pogledano, ne? Imaš potem svoje mentalno telo, kako klenot deluje, imaš svoje energijsko telo, imaš svoje informacijsko telo, več sfer telesa imamo, ne? In ustaviti se na eni je nesmiselno, poglabljati in potem celovito z vsako sfero svojega telesa delovati. Če je moje fizično telo v top shape, vrhunsko, zdravo, pa je moje mentalno telo, pa čustveno telo totalno razsidrano, ne bo to razbremenilo vsega. Ni šans, bo treba tudi tam pogled. In tudi eno z drugim se prepleta. Sej poglej, večina res nekih, dajmo reči, težjih obolenj ali pa bolezni počasi se dokazuje to, kar se je že odvedno govorilo, izvira iz čustvenega telesa. Neke potlačene energije, čustev in misli in vsega v zadju energijsko dela velik pritisk, kar na materijo, na fizično telo vpliva in preslej neki poč, ali en organ, ali to, ali ono, ali tretje. Ne? Tako da je treba skrbeti za vse plasti. In to je bistvo. Skoraj da ni
ni konca, kar je fascinantno. Ja, Zelo lepo. bolj ko raziskuješ, bolj se odpirajo stvari. Ja, več, ko veš, več ne veš. To je najlepše. Najlepše. In recimo, mene je bilo zmeraj zanimivo, ko sem začel prvi spoznavati to kitajsko medicino, oziroma te malo bolj alternativne veje medicine, kako so recimo različni organi povezani z različnimi čustvi. Tole sem videl recimo tudi pri sebi, zakaj imam težave z prebavo, oziroma zakaj sem jih prvič takrat dobil, na prehodu iz srednje šole na faks, nov klub, novi pritisk, reče, želodec. In potem začneš raziskovati, misli, stres, čustva, potlačena čustva, ker si jih nisem jih znal predelovati. Še tak sem čustveno emocionalen tip in dosti čutim te stvari, ampak če ne predeluješ, se nabira in potem, tako da mi je zanimivo, pa recimo različni organi, jetra, strah in tako naprej. Tako da je zanimivo, kako je na koncu vse povezano v celoto. Vse celota, braviš. Ja. To je to. Mi se moramo nazaj zavedati celovitosti sebe. Prvo kot več plasti teles, širše od tega kot okolje, planet, vesolje itd. Sej, če pogledaš, se nič ni ločeno, tako kot sem prej rekel, to telo ne more obstajati brez okolja in narave, če tako pogledaš, kaj boš dihal, iz kje pride zrak. Iz zunaj, iz telesa, ampak omogoči, da obstaja to. Isto voda, isto hrana, isto vse je povezano, vse je ena stvar, ki med sabo konstantno sodeluje. Ampak mi skozi ta racionalni in siljenje samo v mental, v analitiko, računanje, smo začeli sekati realnost. Dobesedno se seka. Ti pa jaz, mi pa okolje, lari-dari-da, in se to toliko razsekalo že, da smo toliko nori, dobesedno nori, da mi uničujemo to, kar nam sploh omogoča, da obstajamo kot človek, kot telo. Če mi naravo uničimo, ni več človeka. Človeštvo izumre. Vse narava bo šla naprej, pa bo že neko nov organizem nastal pa to. Samo pač, ni škoda. Ni škoda. Tok smo znoreli, dobesedno zaradi tega, ker se preveč matematično ukvarjamo z življenjem. Mi ga dobesedno računamo, sekamo. Od A do B, ne dojamemo celovitosti več. In to je tudi ful zanimivo, ali sem poslušal enega, res tako modr človek, Polček. Poznam. No, on je šel dobesedno za nazaj celoten šolski sistem raziskovati vse in opazovati, kaj je dejansko fora in kako je nastalo. Šolski sistem je bil narejen za sužnje, da so jih pač učili določene stvari, da so oni bolj poslušni bili in delali to, kar se je pričakovalo od njih. S tem so jim odvzeli kapacitete in možnosti lastnega dojemanja, lastnega razmišljanja. Saj poglej v šoli, če ti vprašaš, zakaj je to tako? Kako je to nastalo? Ni šans. Ne, to je odgovor. To je odgovor, to je resnica. Tako mora biti. In ti moraš kar sprejeti to in konc tvoje inteligence, konc tvoje radovednosti. Pozabi. In če bi mi, ful zanimiva ena študija, če bi mi pustili otroka do 8. leta, da ga ne bi učili drugi jezik ali pa matematike, bi njegov, če se ne motim, desna stran telesa je tista, ki ni možganska, ni čustvena, ne? Desna, tako. Bi ostala ta še vedno v stiki s celovitostjo. Bi imeli še vedno odprto to enost in na to dodaš potem racionalnost pa matematiko pa to, in ko obe hemisfere med sabo čudovito sodelujejo, si spet celovit. Zdaj je pa 80-90% racija, pa počas se zdaj to prebuja. Počas. In to je to. Tako da, ko pride nazaj to, verjamem, da bomo spet se zavedali, da to okolje je tisto, kar nam omogoča, da sploh doživljamo to izkušnje, bomo začeli spet bolj gledati na širino in celovitost, kakor pa samo nase in svoj egič. Se strenjam. Tudi meni se zdi, da se dohaja ta preporod, ampak po drugi strani je težko za ljudi, ki niso nikoli doživeli te povezanosti, ker ne morejo začutiti. In ko govoriš potem o nekih takih stvareh, so že tabune. In poleg ljudi tudi malo odvrne stran, ko začneš pogovoriti povezanost, duša, zavest, tu ni za mene, tu ni za mene. In je težko narediti ta preboj oziroma most med
Ja. temi. Ne? Se strinjam, se zato pa je treba počas. In za moje pojme je dovolj to, da človek se začne čutiti, da sploh svoje čustva nazaj dobi, in s tem bo itak vse naprej samo šlo. To je kaskada, to bi rekel, ko kepco snega, ki porineš dol po hribu. Dajmo začeti s klenot, s temi feelingi, spoznavati nazaj to in potem se bo avtomatsko to začelo širiti še naven. Torej, če je klenot ljubezen, če si klenot radosten, avtomatsko ne more iti drugače. Tako da racionalno preveč tolmačiti ljudem, lejte, razumete, ne bo šlo čez. Zelo težko, ker smo spet tam, kjer smo v bistvu ujeti, v raciji. Malo zavestiti, malo širine, tako da se malo odprejo kanali, super, pa lepo fino not, sčistiti to, ko se to sčisti, avtomatsko si je naprej ven. Ne more človek znotraj sebe, ki je radosten, uničevati naravo. Pa dosti krat se mi zdi, da je tudi težava ego, ko si večji, ko je ego, manj čutiš te povezanosti. Tako. Z vsem, ne. Vse ego je to. Ja. Racija. Točno to. Konstantno. Miselni tok, brez čutenja. Veš, kaj me zanima, prej si omenil, da si bil, se pravi, v vojski. Vojska je tudi taka, se pravi, pravila, ubogaj. Hkrati je pa ful dobra plat vojske, se mi zdi pa ta rutina, oziroma pač povezovanje, ne povezovanje s telesom, pa gradnja močnega telesa, gradnja močnega uma, ker brez tega ne moreš iti čez vse te fizične težave. Tako da me zanima, recimo, kaj ti je dala tebe vojska, kaj si od tega še naprej držiš v življenju, kaj si mogel pustiti, pa kako je bil ta proces opuščen. Se malo si že povedal na začetku, ampak me zanima ta aspekt tega. Torej, te razvojni fazi, iskreno je bilo na fiziološki ravni, čisto fizično. Jaz sem rad bil v formi, že prej, šport, to, telovadba in potem, ko skozi šolski sistem nisem najdel nič, kar bi me res interesiralo, zanimalo, če grem to. Nisem pač v vojsko in meni je bila fenomenalna izkušnja. Ful nekih takih stvari, ki ne doživi vsak. In od bratstva do povezanosti, do nekih struktur, pravil, ki koristijo, definitivno koristijo. Na koncu dneva pa najbolj hvaležno to, da sem šel skozi to izkušnjo, da sem dojel, da to ni zame. Čist preprost, ker je točno to, kar si prerekel, pač ta prevelika rigidnost preprosto ne rezonira. Torej, tam znotraj imaš ti lahko nekoga, ki ima globlje znanje v določenih zadevah, kot tisti, ki ima višji čin, in to znanje bi lahko res koristilo, izboljšalo stanje kolektiva in vsega. Ampak on, ki ima višji čin, on bo povedal, kaj bo. In če ima on močan ego, ne vidi celovitosti, ne dojame, kaj bi to lahko pridodalo za rast celotne sfere, bo on stisnil na svoje in v bistvu pa lahko še večjo škodo narediš. In ko sem opazil, kako omejeno to deluje, preprosto ne more. Koliko časa si pa bil? 6 let je bilo vse skupaj. 6 let. Vmes ena misija, par terenov, to je bilo tudi zabavno, ful dobro. Mene zmerno recimo fasciniral ta aspekt, recimo Navy Seals, ki imajo te challenge oziroma priprave, pa sem tudi poslušal potem nekatere posameznike, recimo Ryan Mansi, ki tudi je napisal eno knjigo, Fuck Your Feelings. Kaj je šel potem skozi, pač naslov je tak catchy, oziroma tudi malo tak clickbait, ampak ful dobro razlaga fiziologijo in tudi potem čustvene pa možganske procese za temi čustvi, mislim in tako naprej. In on je recimo oprl knjigo s to Navy Seal Experience, mislim, da je bil nek challenge, ki je posnemal Navy Seal, se pravi 24 ur neprestane fizične aktivnosti. In znotraj tega je pole dubu, je bilo obdobje, pač je bil trenutek, ki mu fizično telo ni zdržalo, ni šlo čez. Je imel za naledovati, ampak ni hotel, ni hotel.
oziroma telo ni hotelo. Ni moglo. Ni moglo, ampak takrat se pole on odločil, mentalno, jaz bom šel tu čez in je šel čez. In tisto pravi, da je bil eden izmed najboljših, najbolj pomembnih trenutkov v življenju, ki mu je prisilu da je zrasel. Tako recimo ta aspekt vojske oziroma vseh teh programov se mi zdi ful pomemben, da pač... Da veš, koliko si zmožen. Koliko si zmožen. In se mi zdi tudi nam mlajšim generacijam tu malo manjka, ker nismo šli čez to vojsko, ta rutina, disciplina, moč telesa, moč uma. Tako da po eni strani mogoče bi bilo fajn, da bi šli to skozi, da imaš neko tako izkušnjo, ker se mi zdi, da ti ful lahko da. Ja, se strinjam. Je definitivno ena taka stvar, ki bom rekel kar moškim in ženskam, ker trenutno v kolektivu, kakor smo, oba spola nekako sta rinjena, dajmo skoraj da reči, od življenja v to, da se ozavestita obeh polov sebe. Torej, mi vsi imamo moško in žensko, dajmo reči temu energijo, oziroma karakteristike obeh se znotraj nas konstantno prepletajo. In ženska, ki je 100% samo ženska, v današnjem okolju težko. Moški, ki je 100% po teh normah starih moški, tudi ne bo. Celovitost spet se vrnemo. Čustva, moč, predanost, jasnost, disciplina, seveda, na drugi strani nežnost, sočutje, milost, mehkoba, da se znotraj sebe to zbudi. In vojska je tista, ki na nek način ti to moško plat dosti fino zbudi. Tako da, bi se strinjal. Vsak na nek način bi bilo fino, da gre. Sicer zdaj, nazadnje, ko sem nekaj bral, se je to dosti spremenilo, da tudi neke sklece kazenske več niso dovoljene in ne vem kaj, da so toliko zregulirali, da ni več taka hard izkušnja. Tako da vprašanje, koliko je še to podporno za neko rast. Ne vem, iskreno. Zanimivo. Me pa zanimivo, recimo na vaših delavnicah, tribe delavnice, inkorporirali ste ful tega fizičnega napora, mislim fizični, napor. Se pravi, fizična aktivnost, mrzla voda. Da mi malo povej, kako potem s pomočjo tega pridete globje v telo, v psiho in to za osebnostno rast. Super vprašanje. Ja, točno to. Torej, sprva se itak začne s pogovorom. Ozavestimo to, kar se mi dva malo pogovarjava, torej vse te sfere znotraj nas, ki delujejo, miselni toki, prepričanja, čustva itd. In potem iz tem, ko se to odprejo ti kanali, avtomatsko si ti bolj v tem stanju. Približno kot, konkreten primer, ti bi si kupil nov avto, hočeš kupiti rdečo Škodo, nikjer je ni, noben je nima, koliko jih boš pol videl, na vsakem vogalu, vsak dan eno. In klej podobno, če mi odpremo na začetku neko sfero, le opazuj, kaj se znotraj tebe dogaja, avtomatsko si ti kot zavest prebojen v ta kanal. In potem gremo mi lepo v šport. Prva aktivnost. Greš lepo v šport, tam pride malo do odzivov takšnih in drugačnih in seveda začne bolj noret, čustva začnejo biti bolj močna in vedno ohranimo. Zdaj pa opazuj. Torej, hipotetično podvlečemo nekoga ven in zdaj bo on vodil ekipo. In on v življenju ni vodil. Pride ven, so neka čustva, glas kar naenkrat pojenja itd. In super, zdaj pa to opazuj, bodi mal s tem in gremo počas. In on kar naenkrat en fant, ko v življenju ni enemu človeku rekel neki, vodi 15 moških. Zdaj pa sklece, zdaj pa to, zdaj pa ono. In kakšna je to tranzicija lahko v vsakdanjik? Samo on je bil buden med tem, je dojel, kaj se dogaja, je videl, je čutil in evo ga, in je dosti bolj prenosljivo v real life, dajmo tako reči temu, kakor pa če mislim tam, gremo laufat, gremo se utruditi, gremo se ubiti in to je bila ta izkušnja. Ni to point. Point je vsaki izkušnji globja dojemanja spoznati, ker s tem ti dobesedno svojo osebnost na nek način transformiraš. In to je point, vseh izkušenj, ki imamo tam noter. Je pa vedno skozi neko fizično, kar pogled realno. Mi se učimo več ali manj skozi Sedi, beri knjigo, glej podcast, da. Zgubiš še vse ostalo. Koliko več se ti naučiš, če čutiš nekaj, če te res zadane, če si ful v telesu, koliko več se boš naučil in dejansko zintegriral, koliko če samo sediš pri miru in v mislih konstantno.
Štegaš. Tako da ja, na ta način. So pa ja, moduli in koncepti not malo iz vojske, malo iz Wim Hofa v tem primeru, potovanj takšnih in drugačnih, za savno, ne, Tamaskal pa to. Vse je malo prepleteno, tako da na koncu smo že malo dojeli, da je to neka mešanica vikingške, indijanske in budistične sfere. Nekako preplet vsega trega, ne. Biti opazovalec, zavedanje, vikinška moč, stik, to, predanost in narava, zavedanje narave. Tako da nekako tako povezujemo te stvari. Ful dobro. Ja. Ko so prišli do tega? Fantaščina. Dejansko. Kolega se je poročil, jaz sem bil njegov best man in mi je bilo tako, da jim fanti mi nismo več, da bi šli na tom center se ga napiti pa nek prodajati, okay. Ne, pač ni, ne rezonira. Noč narobe s tem, ampak in mi je bila ideja, pa te igramo mi tam naravo lepo, eno šumico, smo imeli ta kraj, ki dejansko imamo delavnice, smo imeli to že prej, smo šli tja, smo bili en vikend gor, smo se družili, smo šli naravo, smo se pogovarjali globoko, malo je bilo joka, dosti je bilo smeha, vsega boga in na koncu bili vsi tako, pisa, to je bilo tako dobro. To je bilo tako dobro, mi sedimo za mizo, se pogovarjamo in meni tako, se to bi lahko komu dali to izkušnjo, pa da vidimo. V trenutku je nastala, nisem v življenju v temu pomislil, samo od sebe. In smo že tam malo ideje so padele, povabil vsakega prijatelja, mu dali izkušnjo in rekli si, kako je bilo to dobro. In se samo začelo. Tako da, čist spontano, iskreno, čist spontano. Spet smo pri tistem, spontane stvari, prepuščanje, da prinese samo življenje. Ne? Točno, bravo. In ujameš, ne? Bravo, točno to. Vsega časa. Yes. Čekaj, pole imate moške in ženske skupine. Moške in ženske, ja. Imate še kakšno letos? Če imamo še kakšno? Če imate še kakšno? Ja, zdaj imamo do 21. Junija delamo, 21. zaključimo sezono. To je enodnevna, ali kako? Ali večna? Tako, v soboto se pride, prespimo in nedeljo enkrat popoldan se gre domov. Ja, tako da. Cel vikend. Ja, se ne vem, ko bi se temu rekli, enodnevno, dvodnevno. Vikend. Vikend paket. Brez petka. Tako. Ful dobro, zanimivo. Čekaj, razmišljamo, če bi še lahko malo poklepetali. Zdaj sem padel ven z uma in sem ful v telesu, tako da nimam nobenih idej. Hvala Bogu. Ja, moče še tebe prija kakšna ideja, ki se ti zdaj pojavlja skozi ta pogovor in tako. Zdaj smo tudi še malo za premisel. Propadu zdaj. Pogledaš, če imaš kaj. Ne, se tu pač malo odegota smo, te misli, čustva, tu smo tudi predebatirali, ko sem rekel, da bi malo stavil, tako da, ja. Mislim, da tudi to pole. Ja. Tudi. Si sploh ne, koliko časa je? Kakšno urca? Ura 20. Že, ok. Resno? Tu sem pomislil, 40 minut, 50 minut, rabim še kakšno vprašanje, kakšno vprašanje. Time flies. Time flies, dobro. Yes. Ok, do zdaj smo imeli za vsakega gosta, za konc podcasta smo imeli 2 vprašanje, ampak to bo zdaj 51. epizoda in zdaj sem začutil, da je malo neko novo poglavje za podcast. Malo sem tudi razmišljal, da bi spremenil ime ali ne, ampak zdaj sem se ustalil, da bomo nadaljevali s tem imenom naprej. Sem pa rekel, da zdaj delamo tudi novo grafično podobo, za malo pač update in tako. In imam tudi malo več zaključnih vprašanj, ki malo tudi simbolizirajo tematike podcasta. Začeli smo bolj dobro počutje, ampak zdaj zmeram več tudi te osebnostne rasti. Tako da te zaključne vprašanja bojo potem povezovala tudi te 2 tematike. Tako da do zdaj so bile prve 2 vprašanji, kaj zate pomeni dobro počutje, pa 3 nasveti za več dobrega počutja. Tako da prvo to in potem gremo naprej. Ok. Torej, prvo je, kaj zame pomeni dobro počutje. Kaj zate pomeni dobro počutje in potem 3 nasveti za več dobrega počutja. Zanimivo. Zame dejansko pomeni dobro počutje lep stik s telesom. Čisto preprosto. Globi in globi stik s telesom. To je dobro počutje. Zdaj, nasveti za to. 3 nasveti, pa recimo kaj tebi najbolj pomaga, da več dobrega počutja. Tišina.
Spanec, več jih je, bom šel čez 3. Dobri odnosi, s sabo in z drugimi. Telovadba, torej neka fizična aktivnost in dobra prehrana. To so one baze, ki ti pole. Če imaš to, si že na dolgi poti, vse ostalo potem dodatek na tem. Tako. Top. Evo, zdaj tretje vprašanje. Kakšen nasvet bi dal sebi ali pa kaj bi recimo rekel sebi pred 5-10 leti? Zaupaj življenju. Zanimivo, recimo, tako tudi pri sebi, kdaj razmišljam, ker tu imajo tudi dosti podcasterjev ima to vprašanje, ne, in pole zmeraj tudi meni da misliti. In zmeraj malo tako pač vse bo v redu, pa zaupaj, ker vidiš, da na konci bo zmeraj vse v redu. Četrto vprašanje, najboljši nasvet, ki si ga prejel v svojem življenju, ali tisti, ki ti je najbolj ostal v spominu? To je pa kar... Jih je tako ogromno lepih bilo. Lahko tudi več, če ne možeš staran tega. Zdaj sem to. Malo počakal, da pride. Ti kar meri. Ja. Najboljši nasvet. Bom rekel, da je tako en, ki je prišel iz več kanalov, večjih modrih biti, takšnih in drugačnih, od mame do nekih online mentorjev, do prijateljev, karkoli že. Tako spontano mi ga življenje zmeram nekako dalo. Pač investira vase. Čist preprosto. In to ne pomeni samo na neki finančni ravni, ampak dejansko čas, ki ti je dan za to življenje, to je edina valuta, ki nima intrinzične vrednosti, pač dejansko je minljiva. In kam jo investiraš, ti bo pač ustvarilo vse, ultimativno. In ta čas zase, ki si investiral, je definitivno največ sadov obrodilo. Evo, in še zadnje potem. Kaj je bila stvar, ki je tebi najbolj pomagala pri osebni rasti in da si postal boljša oseba? Vedno manjša navezanost in branjenje Mateja. Spravi se prepustiti. Počasi spuščati tega, ki misliš, da si. Ego, misli, ego, čustva. To, kar smo govorili, cel podcast. Yes. Top. Evo, zelo zanimiv, globok pogovor. Hvala ti. Hvala tebi. Zdaj lahko še deliš, ki te lahko ljudje spremljajo, če te še ne. Najlažje na Instagramu. Na Instagramu dejansko najlažje. Se pravi, jaz te tudi spremljam na Instagramu že nekaj časa in mi je ful všeč, kad daš tako random kakšne storije, ali pa kakšne delitve, kad delaš, ali pa recimo kakšne reele, tako se mi zdi, da imaš ful stvari zadat in ful ponuditi svetu, tako vse se je tudi videlo skozi tvoj pogovor, tako da hvala ti za vse. Enako. Deli naprej to, ful lepo, ful prijeten pogovor, ful globoko, ful prisotno in se vidi in čuti, da imaš v zadju ogromno nekih darov, ki ful svetijo ven s tebe in želijo prideti na plan, tako da lepo si ustvaril ta studio, da lahko deliš sebe, tako da ful ti hvala še enkrat za povabilo in srečno pot naprej. Hvala. Yes. Hvala. Hvala ti, enako. Hvala za poslušanje, gledanje. Upamo, da vam je bilo zanimivo, da ste spoznali Mateja, da ste dobili kakšne nove insighte in novo motivacijo za delati na sebi in to je to. Hvala. Cool.